Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Nocoj danes so z mano v studiu 3 študenti oziroma en absolvent, že ena diplomantka in ena študentka Univerze v Novi Gorici in dr. Mladen Franko, predsednik zadolžen za študijske zadeve. Podpredsednik zadolžen za študijske zadeve. Torej, to pomeni, da ni predsednika za študijske zadeve, ne, ampak pomeni podpredsednik univerze, ki je zadolžen za študijske zadeve. Zakaj smo jih povabili? Marko Jamšek je prejemnik letošnjega šampiona na sejmu v Gornji Radgoni za polsladko vino Rumeni muškat. Prejel je še tudi zlato medaljo za Pinelo leta 2008, srebrno medaljo za Pinelo za Rosé leta 2008. Drugače je študent fakultete za vinogradništvo univerzina v Novi Gorici. Tu pa ste, kot ste verjetno že sami opazili, 2 vinski kraljici. Kraljica Terana, to je Neža Milič, študentka fakultete za znanosti o okolju, in vipavska vinska kraljica Nika Gregorič, ki je pa zaključila spet študij fakulteto za vinogradništvo na Univerzi v Novi Gorici. Lepo pozdravljeni v studiu, hvala, ker ste prišli. Bi mogoče začeli kar od začetka, da se malo spoznamo. Marko, je to tradicija, take nagrade so tradicija pri vas doma, ali si se vse te stvari naučil na univerzi? Ta študij da precej koristnih informacij, znanja o samih tehnologijah, predelave grozdja, določenih prijemov, že v samem vinogradu in v kleti. Tu pa dopolnjujemo s tradicijo, ki je že več let pri hiši, ki je izvira v bistvu iz leta 1887. Neža, ti si pa prihajaš iz zamejske Slovenije. Kako je prišlo do tega, da si se sploh udeležila tega tekmovanja za kraljico Terana? Letos so prvič Društvo vinogradnikov in vinarjev s Krasa je prvič odprlo tekmovanje tudi za nas, Kraševce, iz druge strani meje, in imamo, ker se s tem ukvarjamo v družini in se s tem preživljamo tudi, in gnala me je v bistvu radovednost, kajti me zmeraj doma zmerjajo oziroma tako me imajo za norca, da ne znam nič o vinu in da me v bistvu ne zanima. In sem htela dokazati, da to ni res, in tako se mi je zdela dobra priložnost. In ti je uspelo? Ja. Nika Gregorič pa, vipavska vinska kraljica, okronana na letošnji vipavski trgatvi. Prvič so pravzaprav zbrali prav vipavsko vinsko kraljico, prej je bila to kraljica Zelena, ne? Vina Zelen. In nekako drugače so zbirali, to preko razpisa. Ja, letos je Kako je bil to izgledalo? objavljen razpis. Trg, to je v bistvu ena varianta Tica v Vipavi, je objavil ta razpis. In potem se je bilo potrebno prijaviti s kratkim življenjepisom in prijavo, in je bil interni izbor pred 5-člansko komisijo. Sama si pa tudi zaključila, že diplomirala fakulteto za vinogradništvo in vinarstvo. Ste tudi vi doma vinogradniki? Ja, nekaj se tudi doma. Ne preživljamo se izključno s tem, je pa to ena vrsta dopolnilne dejavnosti. Tako da v bistvu imam vsakodnevni stik, bom rekla, s to panogo. Gospod Franko, je fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo se je vsekakor prijela. Imate večinoma domačih študentov, vinogradnikov, ki prihajajo iz vinogradniških družin, ali pridejo tudi drugi? No, če smo čisto natančni, se bo fakulteta, upamo, kmalu prijela, ker trenutno je to visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, ker izvaja samo prvostopenjski visokošolski strokovni program. Delamo pa intenzivno na tem, da bi pripravili drugostopenjski študij, in takrat bo seveda postala fakulteta. Kar se tiče študentov, mislim, da so večinoma to študenti, ki izhajajo iz vinogradniške in vinarske tradicije, iz domačih, bomo rekli, kleti. Je pa tudi nekaj študentov, ki jih to pritegne, zanima, tako da imamo tudi take, ki
še niso imeli, bomo rekli, direktnega stika z vinogradom ali pa kletarjenjem. Pa potem je tudi praksa vključena v ta študij? Ja, seveda. Vsi strokovni študiji morajo biti zelo intenzivno povezani s prakso, tako da študentje lahko morajo opravljati prakso tako v vinogradu kot v kleti. Je pa sam študij zelo interdisciplinaren, ker poleg vinogradništva, vinarstva vključuje tudi trženje, kar je se izkazalo kot eden večjih pomanjkljivosti teh družinskih kmetij, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom. Kateri so tisti predmeti, Marko, recimo, ki so tebi najbolj, kjer si se praviš, da si veliko se naučil, ne? Da so ti potem tudi v praksi pomagali? Ja, vsak predmet je po svoje zanimiv. Precej pripomorejo v tem, ne vem, mikrobiologija vina, kateri je edini predmet v bistvu na vseh slovenskih študijah, v bistvu prav specifična mikrobiologija. Od samega vinarstva, vinogradništva do vsak predmet je po svoje zanimiv. In to ti je prišlo prav pri pridelovanju vina? Ja, doma delamo v bistvu določene stvari, tako kot so že več let. In vsaka novost, katero izveš, bolje poskusiš doma tudi v praksi, no, bom rekel, tako da oče je za to interesiran in tako da se da malo eksperimentirati. Zdaj boš ostal doma, boš vinar ali kakšne imaš načrte? Ja, načrti zaenkrat so tako, ja, da bi ostal doma in gradil na imeni blagovne znamke naprej, tako da bi se še malo bolj uveljavil v Sloveniji, kot sem. Koliko študentov pa je na tej visoki šoli? Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo vpisuje v povprečju v prvi letnik nekje 30 do 35 študentov, tako da imamo po današnjih podatkih, mislim, da 67 rednih študentov in 5 izrednih. In predavanja so v? Predavanja potekajo večinoma v Ajdovščini, na kampusu Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini. Delno kombiniramo to tudi z drugimi študijskimi programi preko izmenljivosti in vključevanja predvsem profesorjev iz drugih programov, tako da posamezni segmenti potekajo tudi na sedežu na Vipavski 13 oziroma v naši izpostavi v sosednji Gorici. So to prvi dobri rezultati, tako navzven, bom rekla, študentov te fakultete? Ste že? Jaz mislim, da seveda je vsaka univerza vesela in ponosna na uspehe svojih študentov, tako na študijskem področju kot v privatnem življenju. Vendar so nam seveda bolj pomembni tisti strokovni dosežki. In tukaj moramo omeniti, da je bila tako Nika članica ekipe pred 2 leti, ki se je udeležila prvič takrat drugega evropskega tekmovanja z vinogradništva in vinarstva in so že takrat prinesli v bistvu srebrno medaljo za ekipni uspeh. V lanskem letu, na 3. tekmovanju, smo že imeli evropskega prvaka, tako da moram reči, da so naši vinogradniki in vinari kar uspešni. In če zdaj razkrijem tisto skrivnost, ki sem jo navajal kot novico dneva oziroma prvo jutranjo novico, v letošnjem letu so se naši študentje skupaj z mentorji z vinom Univerzitetni zelen letnik 2008, kot smo jo poimenovali našo prvo polnitev, ki so jo seveda donegovali študentje Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo pod mentorskim vodstvom naših strokovnih sodelavcev. Prvič smo sodelovali na mednarodnem tekmovanju univerzitetnih vin, ki ga organizira Univerza v Mariboru na Meranovem, in smo za to vino prejeli šampiona. Ma bravo! Čestitam. Bravo. Se pravi, imate tudi svoj vinograd, ali kako? Smo v fazi pridobivanja posestva, kot mu rečemo. Kje? To bo v bližini gradu Lože, mislim, da na tem pobočju v Vipavski dolini. Dogovarjamo se z Agroindom Vipava za zakup enega večjega kompleksa, kjer bi
študentje tako se praktično usposabljali, ne, kot tudi seveda se preizkušali v vinogradniških spretnostih in seveda upamo, da v čim boljši kakovosti vina. To bi bilo za poskusiti, ne? To vino. Boste prodajali tudi? Je, na naši spletni trgovini se ga že dobi, tako da... Zelen šampion. Univerzitetni zelen, ja, letnik 2008. Letnik 2008. To je zanimivo, ampak tudi to evropsko tekmovanje v vinarstvu in vinogradništvu, kaj tekmujete tam, mislim? V bistvu to je pod okriljem Evrope in to v bistvu združuje, tako bom enostavno povedala, vse te agroživilske oziroma kmetijske šole iz Evrope, to je ena krovna organizacija in prireja pač te tekmovanje v poznavanju vinogradništva, vinarstva in pač razdeljeno je bilo po sklopih, tam so bile teoretična in praktična vprašanja, nekaj je bilo tudi o poznavanju španske enografije, glede na to, da je pač potekalo v Španiji. In potem pač vsaka država je, tim sva bila 2 študenta, no, v glavnem tako in potem se je to... Si ti tudi somiljejka, recimo, potem, ko končaš? Ne, to ni v okviru študija, da bi še somiljeje... To je individualna odločitev potem, ja. Zakaj si se pa ti, Neža, odločila za fakulteto za znanosti o okolju? Ja, si pravim, da prej v bistvu se nisem preveč udeleževala teh pač produkcije vina doma in nekako me je prisem bila na družboslovnem liceju v Trstu in tam smo pač obravnavali pač pomen ekologije bolj v družboslovnem smislu v zadnjem letniku in se mi je zdelo to zanimiva panoga, ki pač ima velike možnosti za bodoče in pravzaprav o kmetijstvu in o vinogradništvu nisem razmišljala. In ne vem, mogoče zdaj bi. Zdaj se boš prepisala? Ne, bom kar nadaljevala svojo. Kako je pa izgledal ta izbor za kraljico Terana? Kaj vse si morala, v čem si se morala izkazati? No? To je bil pač večdelni izbor. Ne? Najprej je bil strokovni del nekako v zaprtem pač krogu in je bila 5-članska komisija, ki je pač to ocenila. In ja, bolj strokovna vprašanja. No. Recimo, kakšno vprašanje? Recimo, da letos ni bilo nič posebno zahtevnega, naprimer, kako se pridela teran, ali pa katere jedi pašejo zraven, katerih podokoliših pač vinorodnik lahko, na Primorskem lahko gojimo refoška, tako vprašanje. No. Potem je bil pa izbor javen in sicer je bil del o turizmu. So nas vprašali, naprimer, kam bi peljali nekega tujca na Krasu, če bi hoteli, da pozna naše vino ali tako dalje. In potem je bil tudi praktičen del, ki pač nam je bil tajen, pač nismo smeli znati, kaj bo do konca in mi smo imeli pač odpiranje flaške in pač serviranje. Ste mogli tudi posaditi? Ne, to je bilo lani. Vsako leto je nekaj drugega. In to je bilo, ne, predlanskom, ja. In kaj zdaj, ko si kraljica, recimo, kakšne so tvoje naloge, dolžnosti? Ja, imam nekaj prav dolžnosti, ki mi jih društvo vinarjev priskrbi nekako in to je, ne vem, enih 10 takih res nujnih zadev. In potem druge stvari so pač... Recimo, kakšne so te nujne zadeve? Ne vem, iti na sejme, nekatere, ki predstaviti in tako dalje. Potem pa lahko nastopi cela vrsta drugih zadev, naprimer povabijo druge vinske kraljice in to moraš tudi biti prisoten, naprimer v nedeljo na Vipavski trgatvi in tako dalje. Ali pa, ko nekdo pač odpre novo ali prenovi pač klet in tako dalje. Kaj pa ti, recimo, kakšne imaš kakšne dolžnosti, naloge?
v bistvu po pravici povedano, jaz sem komaj zdaj 3 dni, tako da se še nisem soočila z njimi v pravem formalnem pomenu besede. Mislim, da so pa naloge približno podobne, ne že nimam pa jaz nobene take, bo neka krovna organizacija, kot ima Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa, ki bi mi nalagalo, tako bom rekla, direktno tam in tam moraš biti, tako da je precej od mene odvisno. Ja, je pa res, da si tudi prva, celotna Vipavska dolina, tako da verjetno se bo skozi leta še odločilo. Kaj, recimo, Fakulteta za znanosti v okolju, nam lahko malo opišete ta študij? Mislite okolje? Študij, okolje. V bistvu je to področje, s katerega lahko rečemo izvira Univerza v Novi Gorici. Politehnika, najprej smo leta 1995 ustanovili Fakulteto za znanosti v okolju, dodajali nove programe, potem smo dobili Politehniko Nova Gorica, ki je že bila uveljavljena inštitucija, in 2006 smo končno pridobili status univerze. Študijski program okolje seveda je, kot verjetno tudi gledalci vejo, zaradi vseh teh aktualnih problematik, s katerimi se srečujemo zadnje čase, zelo aktualen in zanimiv. Tako da tovrstni študiji, moram reči, se v Sloveniji kar množijo, konkurenca raste. Vi ste bili pa prvi, kar pomeni, da smo dobro izbrali takrat. In seveda vsebuje precej močne osnove z področja naravoslovja, matematika, fizika, kemija, biologija, mikrobiologija tudi. Se pravi, to so osnovna znanja, brez katerih študent ne more razumeti delovanja ekosistemov in okolja. Temu seveda dodamo tudi nekatere tehnologije za preprečevanje onesnaženja, za zmanjševanje vplivov industrije, predvsem na okolje in človekove dejavnosti, in pa družboslovne vidike v smislu upravljanja okolja, presojevanja vplivov na okolje. In tudi tukaj se stikamo z Visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo, in ponujamo tudi predmet kmetijstvo in okolje, ki je na področju vinogradništva in vinarstva nekoliko prirejen, se pravi bolj ciljan za vinogradnike in vinarje, medtem ko na splošnem programu okolje je pa predmet bolj splošen. Tako da izbira izbirnih predmetov je precej pestra in z bolonjsko prenovo smo pa precej dodali predvsem na področju tehnologij. Čistih tehnologij, obnovljivih virov energije, tehnologij za izkoriščanje teh virov, in tako da to so neke nove dodatne aktualne vsebine, ki jih ponujamo v okviru tega programa. Kje se zaposlijo potem diplomanti tega študija? Možnost zaposlitve je precej široka. Lahko po različnih zavodih, inštitucijah, ki se ukvarjajo lahko z meritvami v okolju, v občinskih in drugih organih za področje upravljanja z okoljem v inšpekcijskih službah. Lahko se tudi samo zaposlijo kot samostojni podjetniki. Ti običajno se ukvarjajo predvsem z presojami vplivov na okolje, se pravi s pripravo dokumentacije, ki je po zakonodaji nekje nujna za pridobitev gradbenih dovoljenj. Seveda pa bi moralo tudi vsako podjetje, vsaka tovarna, če tako rečem, ki z svojo dejavnostjo vpliva na okolje, imeti zaposlenega tako imenovanega ekologa. Tako da to je tudi ena od možnosti za zaposlovanje. Tudi na tej fakulteti dosegate lepe uspehe. Tukaj sem, oziroma ta je študent podiplomskega študija, zadnja takšna je bila na seminarju mladih raziskovalcev z področja kemije. No, temu področju znanstvene raziskovalne dejavnosti pripisujemo na univerzi zelo velik pomen. Deklariramo se kot raziskovalna univerza in to dokazujemo tudi v praksi s tem, da več kot 55% prihodkov pride dejansko iz raziskovalne dejavnosti. To pomeni, da se vsi naši sodelavci morajo prvenstveno angažirati tudi kot raziskovalci
In enako velja za Visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo, ki ima zelo močno skupino oziroma tako imenovan center za raziskave vina. Seveda se to odraža potem tudi na kakovosti raziskovalnih dosežkov naših študentov in teh je vsaj v zadnjem letu bilo kar nekaj. Če omenim priznanje odličnosti, ki ga podeljuje založniška hiša Emerald, ki je vodilna založniška hiša na področju menedžmenta in tehnike. To sta v lanskem letu prejela naš študent in njegov mentor, moram res to prebrati, Gregor Kosec. Omenili ste že prej Andreja Ovco, ki je za najboljši znanstveni dosežek na mednarodnem simpoziju v Gradcu z področja analizne kemije prejel priznanje. Potem je treba omeniti Miho Založnika za zlati znak Jožefa Stefana, ki ga je prejel za najboljši doktorat v Sloveniji z področja tehnike. Če gremo na študente poslovno-tehniške fakultete, Drago Papler je za svoj magisterij prejel Trimovo raziskovalno nagrado leto 2009, ki ga podeljuje Poljete Trimo. In spet najnovejša novica, študentka znanosti o okolju, Malgorzata Pjeha, je med letošnjimi dobitniki Krkine nagrade. Tako da tega je veliko. Te uspehe pripisujete raziskovalnemu, dovolj temu kakovostnemu raziskovalnemu delu ali bolj kakovostnemu teoretičnemu delu, recimo? Gotovo je potrebna primerna teoretična podlaga, tako kot jo rabijo tudi vinogradniki in vinarji, ampak brez prakse ni rezultata. Tako da tudi tukaj vse te nagrade so predvsem rezultat trdega dela posameznikov, njihovih mentorjev v laboratorijih. Tako da to je tisto, k čemer stremimo in po čemer želimo biti drugačni, boljši od drugih podobnih inštitucij v Sloveniji in čez mejo, če tako rečem. Ja. Se tebi zdi, da je Univerza v Novi Gorici drugačna in boljša od drugih? Ja, zdaj to primerjavo v bistvu ne vem, ker sem zdaj sam na tevi univerzi. No, rečem pa lahko tudi, da sem zelo vesel, da sem se upisal na ta študij. Če se bi še enkrat upisaval, bi izbral isti. Kaj je tisto, kar ti je bilo recimo zelo všeč, kar se ti zdi po pogovorih mogoče, da druge univerze nimajo ali pa da je drugače? Zanimivo je to, ker v bistvu mi dobimo neko določeno teorijo v samih sklopih predavanj in kljub temu imamo še 200 ur praktičnega usposabljanja, da se srečamo še v bistvu s praktičnimi delmi. Tudi veliko izbirnih predmetov, ne? Recimo, katere izbirne predmete si ti izbral? Jaz sem kot izbirni predmet izbral vinogradništvo in vinarstvo, tako da so v bistvu te dve tako bolj specializirani in samo predelavo. In si potem to pridno uporabil v praksi in dobil nagrado. Kaj pa mora biti, recimo, kakšen je dober rumeni muškat? Polsladki. Dober rumeni muškat, polsladk. Tukaj je že sama lega, ki je sajen, zelo pomembna, zaradi tega, ker zaradi sestave arom, ker so terpenske, z dozorevanjem in direktno sončno svetlobo se iz prostih, kateri so nam zaznani, vežejo v vezane. Zato moramo na Primorskem stremeti k severni legi. Muškat mora biti tako precej aromatičen, polnega okusa, kar je pa zelo težko doseči pri rumenem muškatu, tako poln, saden. Ker so bolj na Štajerskem, ne? Ja, rumeni muškati so bolj na Štajerskem in se zato mi je ta nagrada še toliko bolj pri srcu. Si premagal Štajerce. Ker v bistvu je domovina teh polsladkih aromatičnih vin, Štajerska. Ja, po drugi strani pa roze, recimo, si dobil tudi srebrno medaljo za rozeja, nima, bomo rekli, neke domovine, ne? Ja, v bistvu roze mi je bil kot izziv nekaj novega. Do zdaj na naši kmetiji nismo delali rozeja. V sklopu študija sem dobil precej informacij,
kakšen bi mogel biti, kakšne prijeme bi mogel v bistvu narediti dobre roze. Sestavo arom določenih sort, tako sem delal tudi izbor sort, sem vzel Cabernet Sauvignon in 10% bribere zaradi svežine. Bom rekel, ta roze je bolj tako lahkotno poletno vino, 10,5 alkohola, zelo saden, s poudarjenim vonom maline, jagode. Si se odločil za roze tudi, ker je v bistvu postaja malo modern spet zadnje čase? Ali to ni vplivalo? Vsi smo narejeni v bistvu tem, da iščemo neko tržno nišo. Ne? Zdaj, če je roze priljubljen, rekel tako, kot z tržnega stališča, se moramo tudi temu malo prilagajati. Ne? Kam pa prodajate potem vaše vino? V bistvu mi smo zdaj 2 leti tako resni, 2 leti se resno ukvarjamo z boteličnimi vinmi. Rekel, štartali smo na hotele, restauracije, vinske bare, no, tako. In kar je pa še zmeraj prodaja na domu, v bistvu pridejo razni tujci. Se lahko pride k vam domov v Manče. Ja. Neža, ta fakulteta za znanosti v okolju, ti si zdaj končala 1. letnik, zdaj greš v 2. ne? Kakšni so vtisi? Je težko? Ja, moram reči, da zame je bilo kar težko. No? Jaz sem vedela, da če se bom hotela vpisati pač na tak študij, bom rabila nekaj časa, da vse pač nadoknadim, kar nisem prej v srednji šoli. In moram reči, da zdaj, ko sem dosegla tisti nivo, ki se mi je zdel pač največji izziv, no, da končam 1. letnik, moram reči, da sem prav ponosna na to in tudi strani pač profesorjev in fakultete dobivam kar pač spodbudo in res odnos do profesorjev je pač nekaj posebnega, no, na tej univerzi. Se mi zdi tudi, ja, mogoče, jaz nisem bila prej nikjer drugi upisana, zato ne moram primerjati, ampak iz besed pač prijateljev in bivših sošolcev lahko povem, da je. Ja. V čem recimo? Pač nas je malo, ne, recimo, ni velika fakulteta in koliko vas je recimo zdaj v vašem oddelku? V 1. letniku do 40, ja, potem. In pač profesori govorijo z vsemi, če kaj rabiš, so vedno na razpolago, poznajo te po imenu, recimo. Tako. To ni malo, no, se mi zdi, za profesorja, ki ima veliko dela in bodi si v raziskovalnem, bodi si študenti, da je vedno lahko na razpolago. No. Kaj ti je bilo, kateri predmeti so ti pa recimo najtežji? Ne, recimo, jaz poznam samo izzive, ne poznam pač tega, da bi bil en predmet, da bi mi en večji izziv je, no, in ko ga dokonča, se ti zdi super in si vesel, da si pač. Kje se pa ti vidiš recimo kakšni zaposlitvi? Zdaj, ko začenjam poznati ta svet vinogradništva in pač kmetijstva boljše, mi je kar všeč, no. V tej smeri, ekologija v tej smeri. Ja. A je recimo grozdje močno onesnaženo danes? Kaj sploh pijemo v tem vinu? Je dosti škropljenja, je dosti dodatkov? Odvisno. Recimo Marko, no ti veš, ti Nika sigurno tudi veš, ne? V bistvu dodatkov jih je zelo malo. V bistvu saj jaz uporabljam samo v bistvu osnovne dodatke, kot so žveplo, določene vina uporabljam tudi kvasne nastavke. Samo grozdje je pa v bistvu z prvim razsluzovanjem, hlajenjem, se pa v bistvu dekantirajo vse te ostanki škropiv, če slučajno bi kaj ostalo. Itak se gleda tako, da se zadnje šprice v bistvu zamrkne toliko, da ne uporabljaš nobenih škropiv, tako da vino ne bi bilo zelo čisto glede tega. Če močno boli glava naslednji dan, pomeni, da je bilo preveč žvepla, ali kaj? Ali tudi česa drugega? Ja, tu so tako bolj fraze, bom rekel, če vsake stvari preveč, ti bo lahko škodila. Tako da vino smatramo kot hrana, kot del obroka, bom rekel, in tako da v zmernih količinah je dobrodošel.
Imaš ti kaj za dodati? Ne, vse pravim, mislim, ena druga fraza je še, če je vino slabo, boli glava, ne? Tako da zdaj to pod slabo je lahko. Kaj recimo je lahko še? Ja, še zmeraj tudi, če mislim, da se, ne vem, nivo, bom rekla, izobraženosti pridelovalcev, ne proizvajalcev, ne pridelovalcev vina dviguje, še zmeraj se kje dobi kakšne sivi trg, ne, bom rekla, tam pa ni nobenega nadzora nad tem, kaj dejansko. Gre vse v vino, ne? Tako, ne. Kje pa se ti recimo zdaj boš zaposlila? Jaz sem zaposlena. Si že? Kje? Ja, v bistvu formalno sem samozaposlena oseba, imam pa ekskluzivno pogodbo z enim podjetjem, ko se ukvarja s prodajo naložkih sredstev. Tako da v bistvu imam službo že pred diplomo. No? Službo že pred diplomo, odlično. Koliko je zdaj pravzaprav programov fakultet oziroma fakultet in visokih šol, v Univerzi v Novi Gorici? Imamo 7 fakultet in visokih šol. Od teh sta 2 visoki šoli, vinogradništvo in vinarstvo in visoka šola za umetnost. Potem imamo 4 fakultete, ki izvajajo dodiplomski študij. Poslovno-tehniška fakulteta, fakulteta za aplikativno naravoslovje, fakulteta za znanosti o okolju in fakulteta za humanistiko. Poleg tega pa smo ustanovili še fakulteto za podiplomske študije, ki združuje pa vse podiplomske študijske programe. Razlog je pa v tem, da so ti izrazito vezani na delo laboratorijev, se pravi na raziskovalno dejavnost, bolj kot na same fakultete, ne, in zato smo to kje izločili. Obenem pa to omogoča tudi boljšo interdisciplinarnost, izmenljivost med študijskimi programi. Tako da to je nekje struktura izobraževalnih enot, če tako rečem. Ne. Temu nasproti imamo pa potem še ta raziskovalni sklop, kjer imamo pa različne laboratorije in centre, ki Koliko je pa teh, recimo? Teh bi moralo biti približno enako. Ne. Zdaj ne vem, če ima smisel naštevati vse. Je pa nova letos fakulteta oziroma visoka šola za umetnost. Ja, ki ponuja študijski program digitalne umetnosti in prakse. Tukaj smo v bistvu študijski program so pripravili sodelavci šole Famulj Stuvart iz Ljubljane, ki sedaj v okviru te fakultete praktično deluje pod okriljem Univerze v Novi Gorici. In vlada za ta študij kar precejšno zanimanje. Ja. Se je tudi dosti animiran film, sem videla, da so smeri, ne? Ja, to so predmeti. Različne usmeritve so možne, vezano seveda vse za predvsem za te sodobne načine umetniškega izražanja, če tako rečemo. Za Univerzo v Novi Gorici je značilno tudi sodelovanje s tujimi univerzami. Kar precej tujih profesorjev gostite in obratno, ali ne? Ja, seveda smo ponosni, če lahko naši profesori predavajo na tujih univerzah. Gostimo precej tujih profesorjev že iz tega razloga, ki sem ga omenil uvodoma, se pravi izrazite raziskovalne naravnanosti celotne univerze, in s tem, ko se sodelavci močno angažirajo na raziskovalnem področju, seveda je treba dopolniti kapacitete na pedagoškem področju, in tukaj smo bili od samega začetka, predvsem na podiplomskem študiju, vedno usmerjeni v ugledne tuje inštitucije, ki so nam zagotavljale kadre za poučevanje na teh programih. In to se odraža v končni fazi tudi v tem, kar je Neža že prej omenjala. Mi imamo izredno nizko razmerje študent-profesor. To je nekje okrog 6 študentov na enega profesorja, in to nam omogoča potem tisto dodatno kakovost in prednost pred drugimi inštitucijami, kjer razpisujejo masovne študije z nekaj več 100 študenti vpisanimi v prvih letnikih. To pri nas ni primerno.
Ja, težnje, mislim, tako, že pri Politehniki se je videlo, da se hoče nekako razlikovati od obeh univerz v Sloveniji, obstoječih. Pa še po čem se razlikuje, recimo, mislim, da po raziskovalni dejavnosti v taki meri, ne? Oni so omenili odnos profesor-študent, recimo. Zdaj, če berete spletne strani, tam se deklariramo kot študentom prijazna univerza nekje. Ne? Jaz sem zelo zadovoljen, da študentje so tudi del tega spoznali tekom njihovega študija, vendar seveda to ne pomeni, da je študij tukaj lažji. Ne? Tiste kakovost je treba zagotoviti minimalne standarde, ki smo jih seveda postavili precej visoko. Če si ne postaviš visokih ciljev, ni uspeha. In to se kaže potem v končni fazi tudi v znanju, ki ga izkazujejo naši študentje. Vse te uspehe smo danes že večkrat omenili. In v končni fazi tudi v visoki zaposljivosti. Ne? Zdaj, en razlog za to je že sama izbira študijskih programov. Vedno smo hoteli biti inovativni, ponujali smo nove programe, ki jih druge univerze niso pokrivale, interdisciplinarne programe in to seveda daje našim diplomantom določeno prednost. In zadnja raziskava, ki je bila objavljena pred 2 dnevi, mislim, da v časopisu Delo, nas po zaposljivosti uvršča ob bok Univerzi v Ljubljani in pred vse ostale druge inštitucije v Sloveniji. Tako da to je gotovo nekaj, po čemer smo spet različni. Kaj pa recimo, se strinjate z še večjim številom univerz v Sloveniji ali ne? Mislim, da Slovenija počasi prihaja v težavo z kadri. Ne? Mi nimamo, v Sloveniji nimamo takega potencijala, ki bi vse te študijske programe lahko kadrovsko zapolnil. Seveda so tukaj možnosti angažiranja tujih strokovnjakov in na podiplomskem študiju na Univerzi v Gorici to uspevamo dobro reševati, tudi z zaposlovanjem tujcev, podoktorskih sodelavcev, mladih profesorjev. Imamo zelo velik odstotek tujih strokovnjakov zaposlenih. Ravno tako, ko smo prej govorili o izmenljivosti in mednarodnem sodelovanju, velik odstotek tujih študentov na podiplomskem programu predvsem dosega že številko okrog 30%. Nekje povprečje v Sloveniji je 2 do 3%, to, kar mi je poznano. Tako da tudi potem smo nekje različni. Recimo je pa danes nekdo, ki konča srednjo šolo, ima veliko izbiro najrazličnejših programov šol. Recimo so tudi fakultete, ki ne spadajo pod univerze, pa imajo recimo samo honorarne profesorje, ne opravljajo nekih raziskovalnih. Kaj menite o tem recimo? So to... No, to je posledica tega, kar sem prej omenil. Ne? Veliko inštitucij, sej v neki fazi je tudi Univerza v Novi Gorici na tak način začela. Ne? Dobro, bilo je tudi nekaj drugih razlogov zaradi, bomo rekli, nasprotovanja takratnih državnih univerz. Si Jožef Stefan, Inštitut Jožef Stefan kot ustanovitelj ni želel prevelikega konflikta, zato je pretežno angažiral takrat tuje strokovnjake. Ne? Šele kasneje smo dodali naše lastne kadre, ampak sedaj mislim, da zelo uspešno zapolnjujemo te kadrovske potrebe na Univerzi v Novi Gorici. Odpira se pa s tem seveda vprašanje, koliko še takih inštitucij. Zdaj, ali bojo to še nove univerze, ne? Niti ni tako pomembno, ne? Ampak dejstvo je, da imamo veliko samostojnih visokošolskih zavodov, ki ponujajo razne programe. Žal je teh, po moji oceni, preveč z področja družboslovja, se pravi z področja, kjer imamo presežek kadrov, kjer je zaposljivost težka, manjkajo nam pa
strokovnjaki za področje naravoslovja, tehnike in tam bi morali nekje, v ta področja bi morali usmerjati in razvoj novih študijskih programov in pa nastanek eventualno novih inštitucij in univerz. Kaj recimo študij vinogradništva in vinarstva, koliko jih je v Sloveniji takšnih študijev? Ja, to je bil tudi, če rečem, unikatni študij takrat. Seveda, podoben študij ponuja tudi Univerza v Mariboru. Vendar z to razdelitvijo na cone pač je naš študij že zaradi tega mora ponujati drugačna znanja, nekoliko bolj specifična, prilagojena pridelavi grozdja in vina predvsem na Primorskem. Drugo, kar se je ponujalo, preden smo ta študijski program predlagali in ga akreditirali, so pa samo vsebine, ki jih ponuja Biotehniška fakulteta v Ljubljani, predvsem v okviru študija agronomije in pa živilske tehnologije. Ampak to sta samo dva predmeta, ki ne morete dati tako celovitega znanja, kot ga lahko da en študij, kot smo ga mi pripravili. Tudi v sosednji Gorici sta recimo dve izpostavi, rečemo Univerze v Trstu in Univerze v Vidmu. In tudi ti dve imata zdaj v bistvu malo problem z vpisom, ker se je pojavila ta univerza v Novi Gorici. Tam so imeli namreč kar precej Slovencev, ne pa Goričanov, Zamejcev, ki zdaj pridejo sem. No, jaz ne vem, koliko to dejansko vpliva na vpis na Tržaško ali pa Videmsko univerzo. Dejstvo je, da je italijansko visoko šolstvo v neki krizi, tudi zaradi samega spremembe načina financiranja, ki se je z to Berlusconijevo vlado čez noč, bomo rekel, zmanjšalo za, mislim, da 15%, tako da to je kar velik šok bil za univerze. Število naših študentov, ki jih zajemamo iz tega področja, je relativno majhno. Že sama univerza v Novi Gorici ima majhno število študentov zaradi samega načina delovanja, vpisa majhnih skupin in zaradi tega, ker skoraj nimamo izrednega študija. Tam so ponavadi vpisi bolj masovni. Tako da ne more biti to nek razlog, da je Univerza v Trstu ali pa v Vidmu zdaj v krizi, ker mi vzamemo nekaj študentov. Pač so drugi razlogi. Jaz bi omenila še en dogodek. Vaš častni doktor, Christer Fuglsang. Ja, prihaja iz Skandinavije, tako da je to Fuglsang, ja. Torej, astronavt Evropske vesoljske agencije ESA je poletel v vesolje. Kaj to pomeni, da je vaš častni doktor? Univerza v Novi Gorici podeljuje častne doktorate izjemnim posameznikom za njihove dosežke na področju znanosti in tehnike, tako da med njimi je bilo kar nekaj, mislim, da smo imeli 2 Nobelova nagrajenca doslej, in tudi dr. Fuglsang je dosegel pomembne znanstvene dosežke tako na področju fizike visokih energij in sedaj to svoje znanje prenaša tudi na raziskave v vesolju, raziskave vpliva kozmičnih žarkov, se pravi spet delcev visokih energij, tako na materijale, kot tudi na samo osebje, ki je temu v teh vesoljskih postajah in na vesoljskih misijah izpostavljeno. Tako da, zdaj, če govorimo samo o tem dogodku, njegovem ponovnem poletu z raketoplanom na mednarodno vesoljsko postajo, je to gotovo ena velika promocija za samo Univerzo v Novi Gorici. Recimo, zelo aktivna je tudi Fakulteta za humanistiko s svojimi družboslovnimi večeri. Tudi to je nekaj novega, zanimivega. Univerza v Novi Gorici se poskuša na najboljši način umestiti v ta
prostor, ne samo lokalno, ampak tudi regijsko oziroma mednarodno, tako da tukaj mislim, da gre omeniti tudi znanstvene večere, ki jih je Univerza v Novi Gorici uvedla v okviru akcije promocije znanosti, ki jo podpira tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo takrat. In dogodki, ki jih organizirajo naši sodelavci z Fakultete za humanistiko s predstavitvami najnovejših knjig, literature, poezije, pomenijo seveda dodatek v tej promociji in uveljavljanju Univerze v Novi Gorici kot pomembnega ne samo izobraževalnega, ampak tudi znanstvenega in konec koncev tudi kulturnega subjekta v regiji. Se teh dogodkov udeležujejo tudi lokalni prebivalci, ali so to večinoma študentje? Ja, namenjeni so seveda ne samo lokalnim, kot sem rekel, tudi širši javnosti in moram reči, da potem, kar jaz poznam te dogodke, je to neka zanimiva mešanca študentov, sodelavcev univerze in pa, bomo rekli, krajanov, občanov, ki jih to vrstna dejavnost zanima. Seveda so tematike lahko zelo različne, ne? Če se vrnem bolj na te znanstvene večere, od tehnike, tehnologije do sodobne medicine, pa jezikoslovja, arhitekture, ne? In seveda vsak tak dogodek potem pritegne že kar nekoliko bolj specifičen krog publike. Recimo avgusta ste pripravili svetovno konferenco o brezmrežnih metodah. Ja. Koliko je bilo udeležencev, kakšen je bil namen tega? Ja, na tem področju deluje laboratorij za večfazne procese, ki ga vodi profesor dr. Božidar Šarler. Njegovo uspešnost v delu z mladimi raziskovalci sem že prej omenjal. In on se ukvarja med drugim tudi z problematiko izračunov v zelo kompliciranih sistemih, kot so na primer sistemi, v katerih prihaja do starevanja ali pa taljenja, pomembni recimo za metalurgijo, vlivanje jekla, aluminija, aluminijskih izdelkov, in on z temi matematičnimi metodami pač rešuje oziroma podaja vpogled, seveda podprt z določenimi meritvami, vpogled v dogajanje v samem tem sistemu, s tem ga lahko optimiziramo in dosežemo potem bistveno višjo kakovost samega izdelka. To so deli, ki se vgrajujejo v avtomobile svetovno poznanih firm, kot je recimo BMW, Audi. In zdaj sama ta konferenca je bila posvečena ravno takim metodam. Strokovnjaki, ki razvijajo te brezmrežne metode računanja, so se srečali in tam izmenjali znanja, najnovejše dosežke, in je to seveda tudi za razvoj same naše skupine, ki na tem dela, zelo pomembno. No, 22. septembra pa se pridružujete aktivnostim, dejavnostim v Evropskem tednu mobilnosti. Kaj boste pripravili? Ja, tudi v preteklih letih smo poskušali biti tukaj aktivni, predvsem z nekje predstavljanjem naših raziskav na tem področju. Tokrat smo se odločili za malo promocije, če tako rečemo, okolju bolj prijaznejših načinov transporta, kolo kot, bomo rekli, tipičen primer, tako da bomo poskusili povabiti srednješolce predvsem, da se s kolesom pripeljejo na naša predavanja, ki jih bomo organizirali. So pa ta predavanja odprta tudi za širšo javnost in bojo vključevala tematike, kot so promet, okolje in zdravje, promet in ozon, ki je v končni fazi pomemben tudi za
področje kmetijstva s svojimi škodljivimi učinki in upamo, da bomo s tem nekje dvignili osveščenost širšega prebivalstva, da se bo začelo hitreje premikati v smeri zmanjševanja škodljivih vplivov, kot so klimatske spremembe, učinek tople grede recimo, in pa seveda drugi vplivi na človeka, okolje. No, zdaj naš čas malo priganja, zato dajmo se zdaj malo naprej pogledati. Recimo, Marko, tvoje vino se pravi pri vas doma, bomo prišli poskušati, ne? Zdaj naprej, kakšni so tvoji načrti, kakšna nova sorta, zdaj si preizkušal z rozejem, zdaj bo mogoče kakšno peneče vino? Ja, v bistvu vsako leto delamo nekaj novega, tako da v bistvu 2006 in 2007 smo delali tudi nekaj sušenega, v bistvu vino je sušenega grozdja. Letos spet nameravamo nekaj tega poskusiti, spet narediti. Rezultati so bili dobri. S tem sušenem bi lahko izpostavil, to je bil Cabernet Sauvignon, letnik 2007. In smo dobili na najprestižnejšem svetovnem ocenjevanju vin v Angliji, Decanter, bronasto medaljo, prav tako tudi za Pinelo. To vam je kar takoj začelo, ko ste začeli buteljirati, si rekel 2 leti ali koliko zdaj buteljirate, in takoj že nagrade. Ja, v bistvu pozicionirali smo se tako že za samo surovino v vinogradi in s tehnologijo, da gremo, ne vem, višje kvaliteto. Se pravi, je to potrebno že v vinogradu začeti delati? Ja, že vhodna surovina je najbolj pomembna za končni proizvod. Tako da, če nimaš res vrhunskega proizvoda, ne moreš narediti vrhunskega vina. Se pravi, znanje je zelo pomembno, ne? Ja, znanje v vinogradu in v bistvu v sami kleti. Neža, kako boš pa ti teran promovirala? S kakšnimi besedami bi ga opisala, recimo? Kakšno vino je teran? Poleg tega, da je kislo in ima močno barvo. Ne, to ni smet reči. Ni res. Po moje je pač najpomembnejše, ko govorimo o teranu, je, da ga vzamemo upoštev v svojem okolju. Ne smemo pozabiti na kras in na pač trdo delo, ki se skriva za proizvodnjo enega takega vina. In o samem teranu pač je bilo že precej povedano, tako bom rekla. In ne vem, po moje, če ga primerjamo z drugimi vini, je kar tako plemenito, lahko rečem, z močnim značajem in kot je krasno. Tako nikoli ne smeti pozabiti, na kakšni zemlji živimo, kako posebna je in kako posebni tudi so ljudje na tej naši zemlji in tako dalje. Hvala. Recimo, prva vipavska vinska kriza, to pomeni, da je kar ena paleta vin za predstaviti. Kako se boš pa tega lotila? Ja, najprej je meni primarni cilj združiti in enkrat ukiniti to delitev na Gorence in Dolence, čeprav so ljudje med sabo, ker smo le ena Vipavska dolina in tako da mislim predvsem na to je meni zdaj primarni cilj, je pa res, ja. Paleta vin je zelo, zelo pestra in tako, kot sem pač že v nedeljo povedala, je Vipavska dolina ena popolna vinska karta za vsako restauracijo, si upam trditi in tako da. Kaj pa na univerzi, če pogledamo prihodnost, imate v načrtu zdaj kakšne nove programe za naslednje šolsko leto? Pripravljamo nekaj, mislim, da ne bojo še pripravljeni v naslednjem šolskem letu. Delamo pa veliko na tem pripravi tako imenovanih skupnih programov za skupno diplomo z različnimi inštitucijami, bom rekel, kar v evropskem merilu. Predvsem ciljamo na drugostopenjske študijske programe, prej sem že omenjal vinogradništvo in vinarstvo. Se pravi fakultete, ne? To je po novem je to še vedno dodiplomski študij, ne? Se pravi ta neznanstveni magisterij, če ga opisno definiramo, ki ga je uvedla bolonjska reforma. Tako da zdaj bi težko
najavljal karkoli. Definitivno v naslednjem študijskem letu mislim, da ne bo kakšnih novih stvari. Na področju jezikoslovja imamo že program, ki je v fazi akreditacije, tako da to bo verjetno steklo, ostalo je pa še v fazi priprave. Tako da tista glavni cilj je glavna preokupacija v tem trenutku, nam je pa začetek gradnje kampusa Univerze v Novi Gorici, tako da upamo, da se bo tukaj čim prej kaj premaknilo. Kdaj recimo, kdaj vi upate, da boste najbolj optimistične napovedi so z gradbenim dovoljenjem že v naslednjem letu, tako da kaj se bo dogajalo, vedno se kje kaj zaplete in gre počasi. Procedure so dolge, tako da. Jaz vam vsem želim najboljše. Hvala za tale obisk v našem studiu. In vam, drage gledalke in gledalci, hvala, ker ste nas spremljali in lep pozdrav.